Evo, druga tekma prvenstva, Slovenija, Francija. Tik pred začetkom seveda je jasno, da nismo favoriti. Francozi z izjemno reprezentanco, hkrati pomlajeno, ampak z nekimi izjemnimi posamezniki. Bomo videli, kako se bomo kosali. Mogoče ena izmed celo lažjih tekem v smislu, da nimamo kaj za izgubiti. Nihče od nas ne pričakuje zmage in bomo videli, kako se bojo fantje s tem kosali. Četrtino po četrtino bomo spremljali tekmo reprezentance in upali najboljše. Še preden pa se zares začne, vas prav lepo povabim, da se naročite na moj kanal za podobne analize, highlightse po tekmi in vse, kar je povezano z slovensko košarko. Naročite se. Evo, po prvi četrtini 30-28, malo zmanjšamo tukaj glasnost, 30-28 za Slovenijo, Luka fenomenale, pristop odlično 5, brez kakršnekoli pripomb. Ok, z pripombo, pardon, 28 prejetih točk, vendarle preveč, ampak Francozi, podobno kot Poljaki, razpoloženi, spet primetov za 3. Malo smo jih presenetili s proti napadi, to mi je izredno všeč, iz teh priložnosti smo izkoristili kar nekaj pri prostih metih, se pravi, silili osebne napake, oni pa kaznujejo vse, ne dovolijo si naših napak v obrambi. Luka pa zraven odlične igre, mislim, da že 15 točk prvi četrtini je zadev popolnoma vse proste mete na tem prvenstvu, razen enega, metal jih je pa krepko preko 20 že do tega trenutka. Zdržimo to, gremo v drugo četrtino za enkrat, brez pripomb. Ja, tale polčas, malo lepše naredimo, evo, tale polčas pa nam je odličnega. Do odličnega je zmanjkala kakšna prejeta točka manj, pa kakšna osebna napaka manj. Izredno me je veselilo, da smo držali rezultat med tem, ko je bil Luka na klopi, ki je med tem dosegel že 24 točk, ravno ga vidim odhajati v slačilnico z nekimi manjšimi bolečinami, ampak tole bom zrihtal. 54-47 na polčasu, tekma se igra 40 minut, tako da narejenega še ni praktično nič, imamo pa dobre nastavke. Vmes smo celo za minuto 2 probali cono, kar sem pa videl ogromno osebnih napak na eni drugi strani, ok. Francozi ne nasedajo na step-back Luke, se pravi ne vlečejo se ven v obrambi, pustijo, da on naredi kaj če in v bistvu celo pričakujejo, da ne bo vrgel, kar ostanejo malo na mestu, tako da je moral malo več probavati z prodori, mes celo neuspešno, ampak sreči res zelo, zelo dobro zadeva proste mete. Pristop perfekten, upam, da zdržimo še 20 minut, ajde! Malo odmora, malo časa za oddih, pa tudi malo boljše se bomo slišali tukaj. Mogoče celo v tem trenutku igramo malenkost nad svojimi zmožnostmi, se ponavljam. 20 minut je z nami, 20 minut je pred nami. Tole se je potrebno zavedati, verjamem, da se bodo tega zavedali tudi naše reprezentanci. Zdaj, očitno je bila priprava na tega tekmeca odlična, dobra. Mislim, da zelo dobro stojimo. Spet smo prejeli nekaj točk, predvsem metov za 3 točke, pa 1, 2, 3 proti napade, malenkost brez veze, ampak hej, brez napak pa mi ne moramo igrati, ali pa kdorkoli drug, to je dejstvo. Želel bi si le kakšno točko prejeto manj, to bi bilo veliko lažje, smo pa izkoriščali perfektno osebne napake. Luka Dončić, mislim, da je na celem turnirju zgrešil 2 prosta meta, pa je skupaj že blizu 30 metov. To je izjemno. Držimo to, dokazali smo, prvo so dokazali sami sebi, da lahko igrajo z Francozi, po moje drugimi favoriti tega prvenstva. To je izreden dokaz, da smo tukaj, da smo zraven. Jaz sem presenečen, resnično sem presenečen, ampak spet, to je le 20 minut, ustavimo konje, umirimo, gremo dalje, pa bomo videli, kaj bo v naslednjih 20 minutah. Nivo je malo padal, malo nervoze že lahko začutimo v naši reprezentanci, kot da se nekako zavedajo, da lahko parirajo Francozov in so se malenkost ustrašili trenutka. Morda, samo predvidevam. Luko so tudi točkovno nekoliko ustavili, 3-4 točke samo dosegel do tega trenutka, še vedno pa izvaja odlično proste mete.
Škoda, da nismo uspeli zadržati prednosti zdaj le pred vstopom v zadnjo četrtino, 2 točke naskoka za slovensko reprezentanco in tole bo zdaj le na nož. Vrhunska košarka. Kako bi bilo fajn tole zdržati. To bi bilo pa res fantastično obliž na tisto ravno iz prvega kroga. Francozi danes so premagljivi. Gremo v zadnji del. Na koncu, nažalost, nismo zdržali. Francozi enostavno boljši, to jim je treba priznati. Malenkost tudi se poznal ta atleticizem, tisti skok napadov so dobili enih par, zadeli tisto, kar mi nismo, oni so zakaznovali vse, tako kot že v prvem polčasu, ampak v prvem polčasu smo še nekako držali razliko, na koncu pa žal, kljub temu, da je Ščuka pa Radovista vnesla kar nekaj energije na začetku četrtine, malo smo bili nervozni, no. Škoda, Murić je pokazal nekaj izkušenj, Luka. Počakajmo malo. Dajmo se zavedati, to je kolektivni šport, igra Slovenija, to je prvo, to je 1A in to bo vedno reprezentanca, vedno pred vsem ostalim. Hkrati pa imamo Luko Dončića, ki je danes dosegel 39 točk, izsilil koliko faulov, ima 13-14, ne vem, prosti meti, fenomenalni. Res, dajmo se mi zavedati, kaj imamo, no. Dajmo tole poudariti še enkrat, pa še enkrat, brez njega smo, kje smo, ampak še enkrat, tole je, ni individualna zadeva, to je timska, lahko smo srečni, da igra za nas. Kakšna predstava Luke, ampak še vedno, Francozi boljši. Na koncu totalna bedarija Francoza Sylvaina, Franciska, če kdo slučajno ni vedel, vse niti ni vredno ogleda, ampak ne fair, takrat, ko si že vsi čestitajo, on gre polagati na koncu za lastno statistiko. Na koncu Prepelič, trojka, v glavo njim, tako da 101-95 na koncu, 103-95. Nema veze. Pismo, vse čestitke naše reprezentanci, pristop, borba, spet smo dobili prek 100 pik, ampak teh 100 pik toliko lažje prenesem, kot pa onih proti Poljski, to je čist nekaj drugega. Je bila to agresivna košarka, dosti prostih metov, dobra košarka, dobra Slovenija. Škoda, da se ni šlo. In pol FIBA pravila, ne. Jutri igramo ob 2 proti Belgiji, manj kot 20 ur po koncu te tekme. Kdo si je to zmislil? Ker ta tekma nas je izžela. Ampak moramo dalje, ne. Škoda res. Še enkrat čestitke reprezentanci, jaz upam, da je to vsem pokazatelj prvo našim igralcem, potem pa nam navijačem, da smo zmožni velikih stvari. Francija je top 2, top 3 ekipa na tem prvenstvu in mi smo se realno upirali, kakovostno upirali. Gremo dalje, z dvignjeno glavo, moramo iti dalje. Nujno. Vaši komentarji so dobrodošli spodaj, kako ste vi videli srečanje, kakšen všeček, da spodbudi algoritem in pa seveda, če imate podobne analize radi, če imate radi highlightse, ki sledijo, vabljeni, da se naročite na moj kanal. Gregor sem bil z vami, do naslednjič, slišimo se po moje že hitro, že jutri proti Belgiji oziroma po koncu tekme proti Belgiji. Do takrat pa vas prav lepo pozdravljam, imejte lep sobotni dan oziroma preostanek sobotnega dneva. Srečno!